Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Dogodki. Ta oddaja današnja bo posvečena 23. novembru, na dan, ko je gospod Rudolf Maister zavzel oblast v Mariboru. Da bi kaj več zvedeli o teh dogodkih, pa tudi o samem Rudolfu Maistru, smo pa v studiu povabili zgodovinarja, poznavalca, gospoda Uroša Koštrica, da nam kaj več pove o teh zadevah. Gospod Koštric, lepo pozdravljeni v našem studiu. Dobar dan, lep pozdrav. Torej, če se vrnemo sedaj že več kot 100 let nazaj, pa morda, kakšni so bili tisti glavni koraki Rudolfa Maistra v smislu takratne borbe za severno mejo? Ja, zdaj, mogoče je v začetku dobro povedati, mi zgodovinarji ponavadi začnemo nekaj časa nazaj, da prijemo potem v tiste srž oziroma povemo, kaj želimo, kar je tista točna stvar, ki jo želimo povedati. Se pravi, zdaj smo v letu 18, to je druga polovica leta 18, tam je dogajanje zelo prevratniško v celi Evropi in na ta način tudi v celotni takratni Avstro-Ogrski. Se pravi, imamo to narodnostno prebujanje, ki je že v bistvu traja od druge polovice 19. stoletja naprej in sedaj v tem prelomu oziroma ob koncu Prve svetovne vojne začnejo nastajati neke nove države. Tako recimo dobi Avstrijo, se pravi, Avstro-Ogrska začne razpadati na Češko-Slovaško, potem del Avstro-Ogrske gre k novo nastali državi Poljski. Potem ta naš del, kjer smo seveda mi, se z 30. oktobrom 1918 nastane država Slovencev, Hrvatov in Srbov. In vse to vrenje, se pravi, v bistvu te zadeva tudi neko lokalno nivo, se pravi tudi zdaj, če gremo na ta naš severovzhodni konec Slovenije, tudi Maribor in pa ta štajerski del Slovenije. Tako da 30.10. leta 18 je mestni svet Maribor, ki je pač bil nemški, rekel, da bo pač ta Maribor in ta del Štajerske pripadal Avstriji. In general Rudolf Maister, ki takrat še ni bil general, ampak je postal čez nekaj dni, se s tem seveda ni strinjal. In on pa je bil že od leta 1917 nekako kot poveljnik oziroma kot del tega vojaškega zasedbe, ali karkoli povem, vojske v Mariboru. Tako da je on potem rekel, ne, jaz se s tem ne strinjam in je v bistvu prevzel vse te vojaške objekte in vojašnice v mestu Maribor. Na kar so se pa potem tudi, recimo, nemško govoreči prebivalci Maribora hitro organizirali in so že 3. novembra, se pravi, to se dogaja z 30. 1. november, oni so že 3. novembra nekako organizirali ta Schutzwehr oziroma tisto njihovo zeleno gardo, ali kako naj povem, se pravi, da bi nekako se obranili ali pa da bi prevzeli vojaško tudi mesto Maribor. Tako da, se pravi, v tem novembrskem dogajanju do 23. novembra je bilo to neko vrenje v mestu Maribor in takrat je tudi Maister pozval v Ljubljano, naj mu dajo možnost, se pravi Narodni svet oziroma vlado, naj mu da možnost, da razglasi mobilizacijo. In je potem on tudi to mobilizacijo razglasil in večina fantov iz Slovenskih goric pride v Maribor in nekako se pravi, zdaj tu vojaško so v mestu Maribor. In zdaj je bila tista napetost, kdo bo prej. Tako da je potem Maister v zgodnjih urah leta 18, 23. novembra v bistvu razorožil ta Schutzwehr in na ta način nekako osvobodil, ampak prevzel dejanski vojaški nadzor nad mestom Maribor. Kako to, da recimo Nemcem oziroma nemško govorečim prebivalcem ni uspelo? Saj so imeli na nek način so imeli vse vzvode oblasti v svojih rokah. Ja, jaz mislim, da je pač Maister tu jih prehitel, se pravi, bil je politično modrejši oziroma je pač včasih moraš imeti to tisto neko intuicijo, da nekoga malo prehitiš, premagaš. Se pravi, moramo se zavedati, da je Maister vseeno imel pod sabo nekaj tisoč fantov, kot smo rekli prej, oboroženih, tako da ni bil zdaj on bos in enak, brez vsega, tako da je on imel svojo neko zaledje, da je lahko ta korak storil in je potem te nemško govoreče prebivalce Maribora prehitel.
Jaz mislim, da je pač to bila tista ena izmed njegovih zelo dobrih vrlin, ki jih je potem tudi naprej, se pravi, če gremo zdaj od tistega dne, od 23. novembra naprej, je v bistvu potem začel kar hitro osvobajati ta štajerske kraje, pa prišel tudi na Koroško. Se pravi, on je potem v nekaj dneh, tednih, v bistvu to našo mejo, ki jo imamo danes, in ki je na Štajerskem tudi etnična meja, je v bistvu on potem prevzel, ali kako ne povem, se pravi, zavaroval. Torej, meja na Štajerskem je nekako tam, kje bi naj bila, se pravi, nekako so se malo držale te etnične meje. Torej, tu je zadeva uspela. Zakaj pa recimo na Koroškem se sploh, bi človek rekel, pogajalo o tej Koroški, zakaj je sploh prišlo do plebiscita, pa se ne nazadnje tam bilo v veliki večini slovensko prebivalstvo? Zdaj, mogoče tu, ker je Štajerske je tako, da majster ni šel čez tisto etnično mejo. Mogoče bi, če bi bil, ne vem, malo bolj, kako bomo rekel, ne vem, osvajalec, pa bi lahko šel tudi čez, kje so večinsko nemško govoreče prebivalstvo, recimo, ne, ampak ni hotel iti. Je pa osvobodil Gornjo Radgonu, katero so pa mogli pozneje zapustiti, se pravi, in je potem tudi po sami Radgonu, avstrijsko Radgonu. Tako, in potem je po sami, se pravi, Pariški mirovni konferenci jo je pač ta Radgonski kot, Pariško mirovno konferenco dodelila državi Avstriji, pač zaradi nekih drugih koncesij, ki so se pač te vele sile tako dogovorile. To je bilo pač na tem nivoju dogovorjeno, ni bilo nobene veze z samim dogajanjem na terenu. Tako da, mislim, podobno je bilo tudi na Koroškem, s tem, da pač na Koroškem moramo nekako vedeti, da je od druge polovice leta 19, se pravi, začetku leta 20. stoletja, se pravi druge polovice 19. stoletja, v 20. stoletje je ta asimilacijski, se pravi, nemško govoreči asimilacija Slovencev pa slovenskih krajev pa prebivalstva bila zelo močna. In načrtno se je tudi, pa tudi na štajerski strani, pa tudi na koroški strani kupovale recimo kmetije. Načrtno je tudi, se pravi, delalo, da bi čim več tega nemško govorečega prebivalstva prišlo čim južneje to Koroško tudi, da bi se tam naselili, da ne bi bilo toliko recimo Slovencev, da ne bi živeli v nekem kraju, da ne bi mogoče bili 90 ali pa čez odstotkov, se pravi, pozicionirani v tisti vasi ali pa v nekem kraju. Tako da v bistvu ta narodnostna sestava bila zelo mešana na Koroškem, tudi na tem južnem delu Koroškega. Tako da v bistvu je potem nekako, seveda, to so pa pač spet ta preigravanja med velikimi, kdo je imel pač boljše karte tudi na tej mirovni pariški konferenci, kdo je mogoče tudi kako stvar, ki je bolj zagovarjal, kdo je imel kakega ali od Angležev, Francozov, Američanov, Italijanov ne nazadnje, kakega, ki mu je bolj bil všeč, se pravi, in potem so tisti so potem nekako favorizirali, se pravi, ali zdaj Nemško oziroma Avstrijo ali pa takrat že tudi Kraljevino Jugoslavijo. Se pravi, to govorimo o Pariški mirovni konferenci. Tako da v bistvu potem Pariška mirovna konferenca sklene, da mora biti plebiscit tako v coni A kot v coni B. Vse pa je vmes, se pravi, od konca leta 18 pa v letu 19 so se pa ti vojaški spopadi dogajali, seveda tudi takrat je bila že tudi potem ta jugoslovanska vojska oziroma vojska kraljevine, ki zasede Koroško, zasede tudi Celovec in se pravi, na nek način je bilo strani kraljevine SHS Koroška nekako zavzeta oziroma je bila pod to državo, čeprav ne, se pravi, de jure, ampak potem so pač določili ta plebiscit. Seveda, zakaj je bil plebiscit? Zato, ker je zelo pomembno vlogo na tej pariški mirovni konferenci imel ameriški predsednik Wilson in on je bil zelo naklonjen tem samoodločbi narodov in samoodločba narodov se naj vrši oziroma nekako na najboljši način preko plebiscita. Ni to malo čudno, da na Koroškem so dali neki plebiscit, ne? Na Primorskem pa so bili naši ljudje, bomo rekli, žrtveno jagnje oziroma vojni plen. Niso to bila neka dvojna merila? Če gledamo zdaj s temi očmi, vsekakor se strinjam. Mislim, da tu ni nobenega
mislim, neke dileme, ampak seveda moramo se zavedati, da Italija je pa prišla v vojno prav zaradi tega, ker si je bila z Londonskim memorandumom, so ji obljubili, da dobi ta del današnje Slovenije, pa tudi potem naprej del Istre, Dalmacije in tako naprej. Tako da to je bilo nekako obljubljeno že preden je sploh Italija nastopila oziroma sploh šla na strani zaveznikov v prvo svetovno vojno. Tako da to so vse te stvari, ki pravim, ki so se recimo pa še več let nazaj dogajale v Evropi, ki nekako z tem našim ali pa s tem lokalnim ali vidikom ali pa s tem vidikom, kak je na terenu, je bilo manj ali pa sploh ni bilo recimo izraženo, če je temu tako, ampak je v bistvu bilo, kako so se tisti veliki med sabo dogovorili. Ne? In oni so rekli, oni so si tudi tam narisali, mi bomo šli do sem, oni so rekli, mi bomo šli do sem in pač potem je to moglo biti tako na terenu. Tako da, kar se tiče tega prve svetovne vojne, dogajanja po koncu prve vojne, vseh teh mirovne konference, vsega tega zakoličevanja mej, v Evropi je tako nekako, da je še vedno tako, da noben skoraj ni najbolj zadovoljen s tem. Vsaki narod ima še nekaj, kar bi nekaj hotel imeti. A ni bila tudi veliki poraz oziroma napaka, da so pred plebiscitom generala Maistra, Rudolfa Maistra odpoklicali iz Koroške? Ja, zdaj, mislim, dobro, zdaj seveda lahko je biti general po bitki, ne, mi dva zdaj tu lahko to zelo dobro tako debatirava glede teh stvari. Vedno je tako, da so ene stvari, ki se morajo v tistem trenutku odločiti. Zdaj tu jaz težko povem, zakaj točno so njega odpoklicali, zakaj je pač potem poveljstvo prevzel drugi general. Jaz mislim, da je pač vedno tako, zato pa mogoče tisto, kar smo prej govorila o 23. novembru, se pravi, da imaš ti tudi neko notranjo intuicijo, ali kako ne povem, ko veš, da moraš reagirati. Ne? In se pravi, to, kar zdaj govoriva glede Koroške, pa glede tega, da je on bil tam poklican in te stvari je zelo tako, se vidi, da je pač bilo odločitev, da ni bila okej, ampak bila narobe. Ne? A je imel on dovolj politične podpore, tako v Ljubljani, kot recimo v Beogradu, v smislu te borbe za to našo severno mejo? Po mojem načeloma je politična podpora bila, verjetno načeloma je imel. Kar se tiče vojaške podpore, mogoče je bila tu problem, ki je bila preslaba, ali kako naj povem. Tudi recimo, če gledamo z tega vidika Prekmurja, so si Prekmurci želeli, so večkrat šli k njemu, da bi tudi posredoval, da bi zavzel Prekmurje. Pa je vedno bil problem tudi pa vojaški problem, se pravi glede teh, se pravi mož pa orožja in tega. Tako da verjetno zdaj, če bi 100% ne moramo trditi, da je imel on vso vojaško podporo. Politično pa po mojem je imel, vsaj z ljubljanske strani sigurno. A je naredil kakšno napako? To je zdaj dobro vprašanje. Ne vem, moje osebno mnenje je, da je mogoče res to, da bi lahko ostal, da bi, se pravi, ko je bil v Radgoni, da bi potem prišel še v Prekmurje, da bi Prekmurje zavzeli. Zdaj vprašanje, kako bi bilo, če bi bilo kaj drugače, kot je danes. Tako da zdaj, če gledamo skupaj, se pravi neko celoto, če pogledamo zdaj z naše perspektive za nazaj, bi rekli, da je neke velike napake ali pa neke kardinalne napake sigurno ni storil. Kakšen je pa vaš pogled na ta praznik 23. november? Ja, meni kot zgodovinarju recimo so vsi ti prazniki nekako mogoče pomenijo malo več kot, bom rekel, navadnim občanom, državljanom ali kakorkoli, ker je pač veš za neko ozadje, zakaj točno se je takrat šlo, ali pa vsaj približno veš, zakaj to praznujemo. Tako da meni se zdi, da so ti prazniki, ki so mogoče niso dela prosti dnevi, ko smo, se pravi, ko praznujemo, pa vendar je vse življenje teče normalno naprej, se verjetno na večini prebivalstva zdi to nekako tako čist mimo. Meni se pa vseeno zdi, da je fajn, da imamo te praznike, tudi ostale, kot so recimo, ko smo praznovali sedaj v mesecu oktobru dan suverenosti, ali pa ko mi praznujemo, predvsem Prekmurci leta, mislim, da je avgusta dan priključitve k matični domovini. Tako da meni se zdijo ti prazniki važni, tudi kar se tiče mogoče tega, da se v šolah malo kaj teh stvari pomenijo, da se mogoče tudi v
šolah, če drugega ne, se vsaj omeni in to pomeni vseeno neko stvar, da ti mladi, ki prihajajo za nami, da se vseeno nekako oni zavedajo, da mogoče naša država, ki je stara dobrih 30 let, ni zdaj padla z drevesa, da je bilo kar nekaj stvari bilo potrebno, da sploh smo prišli do te države in da smo Slovenci tukaj smo, pa da smo obstali skozi vso to zgodovino, tako da se mi zdijo ti prazniki za to narodno zavest pa te stvari zelo dobre. Glede na politično situacijo v Sloveniji, kjer vidimo, da ljudje izgubljajo zaupanje, nam morda danes ne manjka kak generalmajster? Z intuicijo pa z neko vizijo, kot je bil takrat? Definitivno jaz sam osebno menim, da imamo v Sloveniji v teh 30 letih, ko smo pač samostojna država, premalo politikov, ki bi imeli neko dolgoročnejšo vizijo, pa ki bi gledali mogoče naprej. Tako vseeno, če je z levega ali z desnega pola, se mi zdi, da tega primanjkuje. Se mi zdi predvsem problematično to, da imamo še vedno te delitve. Se pravi, po eni strani imamo delitve, če si ne vem, levi ali desni, potem imamo delitve, če si za partizane ali za domobrance, potem imamo delitve, če si cepljeni ali nisi cepljeni. In vedno so neke delitve, ki nekako se mi zdi, da nas Slovence še predvsem nekako bolj še delijo kot recimo ostale narode. Če zdaj pogledamo, recimo, ne vem, Španci so tudi imeli državljansko vojno, pa recimo, ne vem, se mi zdi, da to nekako bolj premagujejo te stvari. Nekako se mi zdi, da tudi oni te stvari zdaj po tolikih letih na lepši, na boljši način tudi zaključujejo, ali kako naj povem, se pravi, da spravljajo ta zgodovinski kontekst. Pri nas pa še vedno je glede teh delitev v drugi vojni preveč čustvenega, pa premalo nekega tistega zgodovinskega, znanstvenega, se pravi to v vseh sferah našega polja, ali kako ne povem, delovanja, tako od politike do tudi potem do šolstva in tako naprej. Jaz bi si želel, ja, da bi mogoče imeli nekega politika, ki bi bil mogoče tak, da bi gledal bolj daljnosežno, da bi znal tudi nekako te delitve premagati, da bi nas pač nekako po eni strani, ne bom rekel, da poenotil, ker to se mi ne zdi fajn, ampak da bi mogoče vseeno si povedali neke tiste stvari, ki so neke iztočnice, neki skupni imenovalec, kaj v bistvu vsi Slovenci ali pa državljani Slovenije želimo, k čemu stremimo v naslednjih, ne vem, 10, 15, 20 letih, da bi bila politika tega zmožna, da bi rekli, tako je recimo kakšno projektno delo, te pa te cilje si želimo doseči in da bi potem, ne glede na to, katera vlada je, da bi pač k temu vsaka tista vlada, tista politika stremela. Je pa normalno, se mi zdi pa je okej, da mora biti razlike, če je nekdo malo bolj liberalen, drugi mogoče malo bolj konzervativen, tretji mogoče malo bolj socialen, to se mi pa zdi, da je zelo v redu, ampak ne pa zdaj, da recimo nekdo, da je zdaj pa jaz, ker sem te barve, zdaj pa sigurno ne bom s tistim sodeloval samo zato, ker je pač on. To je pa pač ta osebni nivo, to se mi pa zdi problematično, pa ne samo na državnem nivoju, ampak tudi na lokalnem. Gospod Koštric, hvala lepa za obisk našega studia in hvala lepa za zanimive besede. Hvala za povabilo. Drage gledalke, dragi gledalci, hvala za pozornost in nasvidenje.